Oj, otroci, nova sreda, nova zgodbica. Danes nosi naslov Oblak junak. Po lepem poletnem modrem nebu je plaval bel puhast oblaček. Izgledal je kot ovčka, ki je nehote iz pašnika skočila proti soncu. Mirno je plaval in ni se menil ne za to, kaj se dogaja pod njim na zemlji, niti kam so se izgubili drugi oblaki. Tistih temnih velikih tako ni preveč maral. Malo se jih je celo bal pa se jih je zato, ker sta z njimi običajno potovala tudi Blisk in Grom. Zanimalo ga ni tudi to, kam je odnesel veter njegove bele prijateljčke. Enostavno je plaval v modrini neba in užival. Kaj je lahko lepšega, kot brezbrižno pohajkovati in se imeti lepo? Kadar ne delaš nič, je že vsaka misel na delo neumnost. A vedno se najde kdo, ki poseže v tvoj mir in te prisili, da izgine tvoje dobro počutje. Naenkrat je oblak začutil, da je izginilo sonce. Pogledal je, kaj se dogaja in kdo moti njegov mir. Med soncem in njim se je šopiril velik črn deževni oblak in ga s svojimi še bolj črnimi očmi srepo gledal. Takoj se mi spravi s poti, ti mala bela nadloga, se je zadrl. Ti in vsi beli oblaki mi greste strašno na živce. Sploh ne vem, kaj delate na nebu. Iz vas tako nikoli ne dežuje. Daj, spravi se stran. Zdaj je bil že pošteno jezen. Mali beli oblak se je velikega, črnega, deževnega oblaka ustrašil, a je odgovoril čisto mirno in vljudno. Seveda, gospod deževni oblak, umaknil se vam bom takoj, ko mi boste odgovorili na 3 vprašanja. Kaj? Si drzneš, mali? Še na vprašanja naj ti odgovarjam? Ja, če bi bil tako prijazen, veš, gospod veliki, črni, deževni oblak. Vi se mi zdite tako pametni, jaz pa sem še majhen in neumen. Pa tudi slišal sem, da veliko veste. Lepo vas prosim, je moledoval mali beli oblak. Ko je veliki, črni, deževni gospod oblak slišal, da ga ima mali za pametnega, je pozabil na jezo in si mislil, to leščene malo tako ne bo vedelo, če bo moj odgovor pravilen ali pa ne. Drugim bo lahko potem pripovedoval, kako sem pameten in vse vem. Njemu je rekel, daj že vprašaj. In res, mali beli oblak mu je zastavil prvo vprašanje. Prosim, povejte mi, gospod, ali se sonce premika po nebu ali ne. Se je zakrohotal veliki črni oblak. Ti pa res nič ne veš. Seveda se premika, se vzhaja in zahaja. No daj, hitro še drugo vprašanje. Dobro, a na Mlečni cesti dobiš za piti mleko? Joj, si neumen, četrapast, mali. Jasno, da ga dobiš, drugače se ji ne bi reklo Mlečna cesta. Še eno vprašanje, si je mislil velik oblak. Pa zaključim, zdi se mi tako, kot bi bil v šoli. Mali oblaček mu zastavi še zadnje vprašanje. Je nebo veliko ali malo? Seveda je veliko, mu je odgovoril veliki deževni oblak.
Bravo, gospod veliki črni deževni oblak. Od 3 vprašanj ste pravilno odgovorili le na zadnje. Sonce ne potuje po nebu. Pod nami se vrti zemlja in mi plavamo okoli nje. Na Mlečni cesti se ne dobi mleka, čeprav se imenuje Mlečna cesta, ker mleka tam ni, ker ni živali. Ker ste na zadnje vprašanje odgovorili pravilno, me zanima, zakaj bi se vam jaz moral umakniti, če je nebo veliko, je na njem dovolj prostora, da odpotujete naprej mimo mene, malega, neznatnega belega oblačka. Tja odpotujte, kamor ste namenjeni. Veliki deževni oblak je neumno pogledal, nekaj zagodel in se osramočen odpravil naprej. Mali oblak se je zadovoljno zleknil ter nadaljeval svoje pohajkovanje po modrem nebu. Sam sebi je rekel: danes sem bil zelo pogumen, ker sem se zoperstavil velikemu črnemu deževnemu oblaku. In tako se je odločil, da se bo odslej imenoval Oblak junak. Res je, otroci, ni važno, kako si velik. Važno je, kako se vedeš do drugih, še posebno do tistih manjših in tistih, ki rabijo tvojo pomoč. Važno pa je, da imaš nekaj v glavi in v srcu. Tako, to je za danes vse. Če vam je bila zgodbica všeč, jo všečkajte in se naročite na kanal Metka Paštetka. Do naslednje srede!